Oddelek za slovenistiko, Fakultete za humanistične študije in Občina Divača predstavljata projekt Zgodbe za otroke avtorja Bogomirja Magajne. Punčka Maja in Marjetka. Punčka Maja je videla svojo lepo teto Liziko, kako se je igrala s cvetlico Marjetko. Od zlatorumenega sončeca, ki je žarelo sredi Marjetke, je Lizika trgala bele žarke, bele lističe in jih spraševala. Lepa teta Lizika? Grda teta Lizika? Lepa, grda, lepa, grda? Do zadnjega lističa. Zadnji listič pa je zagotovil. Lepa. Teti Liziki je ves obraz zasijal od veselja in vzkliknila je punčki Maji. Kar zadnji listič reče, to velja. Nato je odhitela na svoj dom. Punčka Maja jo je meni nič, tebi nič ubrala takoj na zeleno trato za hišo. A ko je stopala po njej, je bilo cvetje skoraj višje kot ona. Utrgala je veliko Marjetko in jo začela spraševati. Punčka Maja lepa? Punčka Maja grda? Punčka Maja lepa, punčka Maja grda? Zadnji listič pa je povedal. Punčka Maja grda. Punčka Maja je nekaj hipov moče strmela predse, potem je skremžila obrazek, se vrgla v travo in začela jokati in tuliti, da je šlo skozi ušesa, da se je slišalo mimo 15 hiš. Ta strašanski jok je zaslišal tudi njen očka, ki je na balkonu kadil iz pipice. Z velikanskimi koraki je pritekel k punčki Maji in zaskrbljeno pogledal, ali si ni pobila noska. Na nosku nič, nosek zdrav. Ali teče iz prsta na roki rdeča kri? Nič ne teče rdeča kri. Ali tiči v nožicah hudobni trn? Nič ne tiči. Ali je pribrenčala huda osa in piknila na lička punčko Majo? Nič ni piknila punčke Maje. Očka je sedel v trato, vzel Majo v naročje in resno vprašal. Maja naj pove, zakaj joka. Marjetka je rekla punčki Maji, da je grda punčka Maja. Zadnji listek je rekel. Ne jokaj, Maja, in premisli dobro, kaj si zadnje dni grdega naredila, da je Marjetka tako rekla. Nič ne jokaj. Dobro premisli in mi povej, da potem potolažim Marjetke, je rekel očka. Maja je nehala jokati in se globoko zamislila. Potem je vzkliknila. Punčka Maja je bezala slamico v murenčkovo luknjico. Zato ni punčka Maja nič grda. Kaj je še napravila punčka Maja zadnje dni? Regrat je odpihnila belo lučko. Zato ni punčka Maja nič grda. Kaj je še napravila punčka Maja zadnje dni? Zmerjala je vrano na drevesu, vrana grda napecka črna. Zato, ker je odnesla naši koklipiško. Zato ni punčka Maja nič grda. Kaj je še napravila punčka Maja zadnje dni? Punčka Maja se je še bolj globoko zamislila, potem pa je začela pripovedovati, medtem ko ji je šlo zopet na jok. Ko je prišel pred našo hišo Lukec, ki ima pokvarjeno nogo, je punčka Maja zaklicala Lukec, kljukec, mulc, krulc in ga zapodila domov, da je Lukec na ves glas zajokal. Očka je nekaj časa molčal, potem pa je resno spregovoril. Vidiš? Prav zato je Marjetka rekla, da je punčka Maja grda. Zdaj naj teče Maja domov, naj vzame iz svoje škatle pest bombonov in naj jih nese k sosedu. Lukca naj pokliče, bombone naj mu da, po licih naj ga poboža in reče. Rada te imam, dragi Lukec. Punčka se bo s teboj vedno rada igrala, vse svoje igračke mu bo pokazala. Bo punčka Maja naredila tako? Bo naredila. Tekla je domov, vzela pest bombonov
odhitela k sosedu in poiskala Lukca. Dala mu je bombone, ga pobožala po licih in vzkliknila. Rada te imam, dragi Lukec. Punčka Maja ti bo vse igrače pokazala in se igrala s teboj slepe miši in nogobrc. Lukec je bil tako vesel, da je Majo objel okrog vratu, potem pa od veselja poskočil pol metra visoko. Punčka Maja je odhitela nazaj na cvetlično trato, pulila listke drugi Marjetki in jo zopet spraševala. Punčka Maja grda? Punčka Maja lepa? In glej, zadnji listek je zagotovil. Punčka Maja lepa. Punčka Maja je čičnila na tla in se srečna tako glasno smejala, da je prisluhnil še črni kos tam za leskovim grmom. Poln začudenja, poln strmenja.